Tisto, kar bo predmet tvojega zanimanja, pa govorjenja v tem prispevku, je zajeto v končaslovega vprašanja. Na ta vprašalnica predpostavlja, da vemo, kaj je univerzalno visokošolsko izobraževanje. To me spominja na akademika Janeza Lučinskega, ki je pri pisanju prvega visokošolskega zakona v Sloveniji pred skoraj 50 leti rekel, ja, pište noter, v Ljubljani je univerza. Ne pa tisti, ko ve, kaj je to univerza, ve, tisti, ki ne ve, pa možno tipo mu ni pomoči. No, jaz se bom pa vendar skušal več s tem ukvarjati. Tole je ena hipotetična izkaznica letošnjega opisa. Ni še seveda podatkov in je to narejeno na podlagi trendov. Približno 27 000 brucov bomo letos opisali. V 53 univerzitetnih organizacij 17 000, ne bojo lahko zbirali med 267 univerzitetnimi programi in 84 visokošolskimi strokovnimi programi. Potem imamo samostojne visokošolske zavode, kjer bo predvidoma 3000 brucov v 10 univerzitetnih in 32 visokošolskih strokovnih programih. Potem je 51 imamo višjih strokovnih šol, tu se pričakuje okoli 7000 brucov v 143 programih. To vse skupaj zajame 80% vseh abiturjentov srednje šole, pa 70% te kohorte, ki spada v ta okvir. In ti programi so razmeščeni v 35 slovenskih krajih od A do Ž, od Ajdovščine do Žalca. Zdaj, če bi zajeli celo visoko šolstvo, bi se število organizacij neznatno povečalo, ker se pridajo nekjere, ki izvajajo samo drugo stopnje ali pa samo podiplomske programe zraven, ne pa tudi je zelo malo, število programov se pa strahotno poveča, na preko 700. To je zdaj pač naša podoba visokega šolstva in to je podatek, ki govori, da smo mi spadamo v okvir univerzalnega visokega šolstva. Zdaj, kaj je, kako to zgleda, ta razvrstitev, ta kategorizacija, da se vsi ravnamo v drogu, že davno, iz 40 let, do 15% generacije je možno visoko šolstvo organizirati kot elitno visoko šolstvo, do 50% je to masovno visoko šolstvo in to univerzalno visoko šolstvo nastopi, ko zajamemo več kot polovico generacije in pred 10 leti smo mi v Sloveniji ta prag presegli. Zdaj, kako se pa zdaj visokošolski sistemi spopadajo s tem univerzalnim visokim šolstvom? Eni širijo tako malo drugo visoko šolstvo. Ekspanzija drugega, politehnike, koledži, profesionalne, poklicni koledži, splošni in tako dalje, komunalni. Potem druga varianta je, da napihnejo univerze do neprepoznavnosti, pač vse butnejo na univerzo. Tretja varianta je neka fleksibilizacija, da poskušajo v splošnem visokem šolstvu zadržati čim več mase, pač premakniti tisto profesionalno odločenje na kasnejše obdobje. Četrta varianta je cikličnost. To pomeni, da sproti ugotavljajo, kaj zaposlovalci potrebujejo, pa odpirajo in zapirajo programe. Tako da je rekel, da vsako leto spis popolnoma drugače, bi naš razpis popolnoma drugače izgledal v takem primeru. Ampak najpogosteje se pa srečujemo z tem idiosynkratičnim pristopom, da visoko šolstvo naredi tisto, kar njemu paše. Pa se požvižgajo na to, ali je to eno, drugo, tretje, četrto, naredijo to, kar je v njihovem interesu. Ti problemi, ki jih vse dežele, ki so soočene z univerzalnim visokošolstvom, imajo, ključni
pa so naslednje. Morajo se spoprijeti z uporabo informacijske tehnologije. Brez tega je stvar neizvedljiva. Spoprijeti se morajo z enormno rastjo izdatkov za visoko šolstvo. Problem je neučinkovito upravljanje teh glomaznih šol in celotnega sistema. Problem je znižanje ravni znanja srednje šolcev, k temu se bom kasneje vrnil, bom zdaj to preskočil. Zakaj se to dogaja? Zelo prisoten je problem komercializacije visokega šolstva, ki prinese svoje značilnosti in na koncu v tem mišmašu se soočamo tudi z razpadom akademske kulture, ki je nek dejavnik bila stoletja v izvajanju visokega šolstva. Tudi za naprej se nam kaže, da bomo morali razrešiti tale vprašanje. Internacionalizacija in konvergenca visokošolskih sistemov bo še napredovala. Tu s tem bomo preklicno soočeni in tle mora visokošolstvo nekaj izhode. Soočeni bomo z konkurenco multinacionalnih visokošolskih korporacij. To so korporacije, ki so včasih vidne, včasih so pa nevidne in imajo na stotine univerz pod svojo streho, pa mi niti ne vemo. To so korporacije, ki imajo po nekaj milijard prihodkov, vrtijo ogromne denarje in se lahko mirno soočijo z celimi nacionalnimi univerzitetnimi visokošolskimi sistemi. Tisti, ki se bojo zapirali, bojo marginalizirani ali pa bojo do leta 2020 sploh odpadli in se bodo pač nekam priključili neki taki multinacionalki univerziteti. Izobraževalni internet bo prisoten. Lahko pričakujemo, da če se bo visoko šolstvo zelo obotavljalo in bo zelo neinventivno pri uporabi mrežnih pristopov, interneta in tako dalje, bo Google našel 20 milijard in bo naredil svetovno e-univerzo. In se bo treba potem za njo soočiti. In pa ta družba znanja, ki je tudi neizogibna, v katero pač vstopamo, včasih malo zastanemo, ampak v to smer stvari gre. To ni družba, kjer bo vladala univerza, ampak to je družba, v kateri ki bo posegala v univerzo. In te naše debate o avtonomiji univerze bojo dobile že do leta 20 zelo drugačne dimenzije. Seveda obstajajo tudi resne kritike univerzalnega visokega šolstva. Tak najbolj razvopit kritik je Charles Murray, ki je zelo to vseh pravzaprav najbolj eminentnih konceptov, ki podpirajo v bistvu to splošno visokošolsko izobrazbo. Da vas samo spomnim pri Rosenthalu za Pygmalion efekt, se pravi visoka pričakovanja do otrok, do mladih ljudi dejansko pripelje do tega, da mladi ljudje iz sebe naredijo. Veliko Brandon je tisti avtor, ki ga poznamo iz koncepta samopodobe, kreditve samopodobe mladega človeka in da je treba šolanje, seveda možnost vpisa na više stopne je bistven element tega kreditve in vključevanja samopodobe, Gardnerjeve so pa multiple inteligence, to je 7 nekih posebnih nadarjenosti, ki otroci nosijo, mladi ljudje nosijo v sebi in vedno se je možno na eno drugo se povpred. Za Murraya obstaja samo IQ in gotovo. To je pač in ta zvončasta krivulja in to je za njega nepreklicen zakon in nič drugega ne obstaja na tem svetu. Zanimivo je, da je Murray sam prišel tam iz Iowa, zelo zaplodnih krajev in da mu je prav
ta njihov SAT test, pisni test, omogočil, da je prišel na Harvard, in se ni krival dol, ampak on je celo življenje ostaja zvest temu, da to je edina prava zgodba, in za njega je vse, kar se splača, je vlaganje denarja in diploma postaja pa danes v univerzalnem visokem šolstvu problem, da se ne bom nekaj časa, pa se bom to preskočil, če bolj pravi debati, rekel sem pa, da bom nekaj še rekel, zakaj srednja šola postaja problem, namreč, če je vpis odprt, potem srednja šola ni varna, vsak se lahko piše, in mnogi to razumejo kot samo preživeti morajo to obdobje srednje šole, ampak vpis je odprt, ampak tudi osip je odprt. In vse raziskave kažejo visoko prognostično vrednost srednješolskega uspeha. Nekateri pravijo, da lahko že v drugem letniku srednje šole nam povejo, to bo diplome prišlo. Dobro, da bom se zdaj podrobneje s tem ni časa, da se ukvarjam. Ampak tisto, kar je pa res želim povedati, je pa to, to je novo spoznanje pri zaposlovalcih, da so postali skeptični, to zdaj ne vem kako dokazanega specialističnega znanja, ker so ugotovili, da to specialistično znanje v 5 letih zastari in ga koliko morajo na delovnem mestu skoraj da v celoti zamenjati. Tisto, česar pa ne morajo zamenjati in kar se ne da doseči na delovnem mestu, je pa splošna izobrazba. In to zdaj je tisto, kar postaja za zaposlovalce ključno, tu je pa srednja šola, ne preklicno pomembno. Ampak tudi ona mora videti, gledati na to, da ima poudarek na tem elementu. To pomeni, da z konceptom, z univerzalnim visokim šolstvom je treba premisliti tudi koncept srednje šole. In da končam, tisto, kar pa brez česar pa sploh ni možno obvladati univerzalnega visokega šolstva, je pa informacijska tehnologija v različnih funkcijah in vidikih. In tle Evropa strahotno zaostaja za Ameriko, za Japonsko in tako dalje. In po oceni je prav to krivo, da mi 20 let capljamo zadaj. Je pa še kakšen drug problem, ker da nas visoko šolstvo usmerja birokracija in preden birokracija verjame tako inovacijo, kot je informacijska tehnologija, pa res traje 20 let. Hvala lepa. Hvala lepa,